Dobro večer, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na predstavitvi knjige Andreja Capudra Nedokončani spisi. Dogodek spada v cikl Matica pod zvezdami, ki ga sofinancira Javna agencija za Republiko Slovenijo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. O esejistični zbirki Nedokončani spisi se bodo pogovarjali hčerki Andreja Capudra Nataša Burgar in docent dr. Sonja Weiss ter docent dr. Igor Škamperle, ki jih prav lepo pozdravljam. Ob tem še informacija, da je bilo v vabilu najavljeno, da bo dogodek moderirala tajnica urednica Slovenske matice, docent dr. Ignacija Frideljac, ki je bila tudi urednica knjige, vendar pa je ravno z današnjim dnem prevzela funkcijo ministrice za kulturo in z tega razloga je zdaj ni med nami. Današnji pogovor bo zato vodila docentka dr. Sonja Weiss. Izvolite. Danes se bomo spominjali našega očeta, profesora dr. Andreja Capudra, ob njegovi zadnji posthumni knjigi, ki je vsebuje njegova nedokončana dela. Jaz bom vodoma predstavila vsebinsko zgradbo knjige, kar je seveda težko. Ta zgradba je verjetno drugačna, kot jo je on nameraval, glede na to, da je nedokončana in sestavljanje, urejanje te knjige je predstavljalo določen izziv. Predvsem, ker gre za dve precej različni deli, se pravi, prvi del so eseji o Danteju, ki jih je 13 in zaporedje, v katerem so tukaj objavljeni v tej knjigi, sledi Dantejevi kronologiji, če lahko tako rečemo, torej od pekla do raja, z izjemo potem prvega in zadnjega eseja, ki sta nekoliko drugačna, ki torej nista tematsko posebej vezana na posamezno kantiko. Se pravi, imamo 5 esejev, ki so vezani na pekel, 3 na vice, 3 nekako bolj ohlapno na raj, pri čemer domnevamo, da je nameraval od vsakega, za vsako kantiko pripraviti 5 esejev. No, to se ni izšlo. Zdaj, ta prvi esej Pesnik in država prinaša nek tak uvid v Danteja kot človeka, pesnika, filozofa in državnika. V bistvu to so vse drže, ki so bile zelo blizu tudi našemu avtorju. In v tem smislu postavlja, vleče tudi vzporednice z moderno dobo in dokazuje na nek način aktualnost Danteja še danes. Zadnji esej se potem spet vrne k Danteju kot človeku, v bistvu obravnava njegovo usmiljenje ali lahko rečemo tudi neusmiljenje, ki se začne kot tako in se potem skozi vse 3 svetove nekako razvije iz neke bridke zagrenjenosti pesnika do te, ko pride, ko doseže Božjo ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami. To je zadnji vers komedije, oziroma eden od prevodov, meni najljubša različica, in zaključuje tudi potem to nezaključeno, nedokončano zbirko. No, potem pa sledi breviarij. To je pa v marsičem je to edinstveno delo. Je nekakšen duhovni glosarij, ki vsebuje gesla in ta so lahko vsebujejo neke miselne prebliske, kratke aforizme, nekateri so pa že pravi pravcati eseji. Zdaj, težko rečemo, ali je bilo, nikoli ne bomo vedeli, ali je bil temu delu sploh kdaj namenjen konec. Zato, ker to delo je nastajalo skozi 2 desetletji in več in je v bistvu nenehno dodajal posamezna gesla. Nekatere se tudi ponovijo, najdemo večkrat duša, narava in tako naprej in se v bistvu poglabljajo, nadgrajujejo. Nekatere so, kot rečeno, nekatere vsebujejo neke take strnjene jedrnata dognanja, ki jih je ustvaril skozi življenje na temo literature, filozofije. Druga so odmev njegovih osebnih misli in tudi njegovega značaja in ta so meni vsaj zelo ljubo domača. Tretja so mi popolnoma nerazumljiva, lahko rečem. Mislim pa, da bo vsak bralec našel nekaj v njih. Tako da bi kar začeli s tem prvim delom Danteja in bomo prebrali kar prvi odlomek. Zdaj pa sem... Ja, hvala, Sonči.
Dan, Dan je slovo jemal in mrak zgoščeni je pitjem vsem, kar jih po zemlji hodi, odvzemal milostno skrbi. Le meni bilo je sojeno, da grem odtodi, borit se srcem in s potjo neznano, kar pisal bo moj ki ne zablodi. Tako je zapisal Dante na začetku svojega drugega spiva Pekla, tik preden se je spustil v peklinsko brezno. Predtem nam je v svojem prvem spivu razodel, kako se je sredi svojega življenja, Nermezzo del Camin di Nostra Vita, znašel v divji in mračni hosti. Vso noč je iskal izhod in šele proti jutru uzrl pred sabo konec temne doline, nad njo pa grič, obsijan sonca. Že se je hotel pospeti v višavo, ko se pred njim pojavi panter in mu zapre pot. Pridružita se mu še lev in vokulja in vsa trojica prične požrešno obrezati zapestnikom. Ta se omahovaje umika nazaj v dolino, predtem pa zagleda pred sabo samotno postavo neznanca. Vesel pohiti k njemu in ga milo prosi, naj mu pokaže pot iz te doline, kdorkoli naj že bo, senca ali človek. Neznanec je Vergilij, rimski pesnik, ki je v svojem epu Eneida popisal bajeslovni izvor Rima. Danteju, ki si ga je bil vzel za vzornika, obljubi rešitev. Popeljal ga bo skozi strašne kraje, kjer si trpeči znova želijo smrti, nato ga bo vodil med one, ki upajo, da bodo skozi očiščenje dosegli večno blaženost. Tam ga bo izročil vrednejši vodnici, Dantejevi mladostni oboževanki Beatrice, ki bo pesnika popeljala v kraljestvo blaženih. Dante je pristal, da odide z njim. Sicer pa, kaj mu je drugega preostalo? Hvala. Dobar dan, lepo pozdravljeni, kratek komentar. Torej, pozdravljam izid te knjige, sem hvaležen matici, Solnica Puder, ki je pripravila te imenitne, tudi te, vse, kar je napisal Andrej Capuder, dragi pokojni profesor, je odlično branje, izkaz njegovega izjemno širokega duha, pa hkrati tudi živahne, dobre besede. Poznamo ga po esejih, po odličnih prevodih in po izjemnem odličnem prevodu božanske komedije Dante Alighiera, in ti eseji so v glavnem tudi, ki jih je pisal proti koncu, o katerih danes govorimo, so neke vrste vračanje in komentarji in razširitev tem na osnovi Danteja in Dantejeve božanske komedije. Ne vam samo ob tej priliki povem, da sem z navdušenjem bral že konec 80-ih let Capudrove eseje, ki so šli recimo 87 leta v Trstu, romanski eseji, kjer to je njegov horizont, ki ga je na nek način pionirsko tudi predal tudi nam, s svojimi prevodi in komentarji, Dante, Petrarca, Camonš, Bergson seveda, pa potem tudi eseja o Rebuli, o Kozbeku, Kosoveru. V teh zadnjih, ki smo jih dobili, zdaj posthumno nedokončani spisi, pa kot rečeno rdeča nit Dante, od začetka, ko smo poslušali ta uvod, Odhodi in odhodi, ima tudi naslov, to njegov drugo poglavje, drugi esej o Danteju, ki zgleda, da ga je Andrej Capuder tudi ves čas seveda z njim preživel mlada leta v prevodu, potem ga je pa spremljal. Na nek način nam ga je tudi udomačil, vsaj tako bi jaz rekel Danteja, s temi poleg odličnega prevoda in z bogatimi opombami, nam ga je tudi približal intimno, če tako rečem. Dante, kot veste, se je rodil v Firencah 1265 leta, umrl 1321. Že zgodaj se je poročil z Gemmo Donati, ki je bila z dobro stoječe družine, imel 3 ali morda 4 otroke. Bil
Tudi takrat je bila politika precej zapletena, bil je med belimi Guelfi, v severni Italiji so se stranke delile na Guelfe in Gibeline, v severni in srednji Italiji, pogojno rečeno na desno in na levo. Guelfi so bili na strani papeža, Gibellini so bili na strani Hohenstaufovcev in cesarja. Sami Guelfi so se v Firencah razdelili na trdo linijo, ta črne in ta bele, mehkejšo linijo. Dante je bil pripadnik belih, ampak tudi aktivno političen. Takrat se je udejstvoval v Firencah, v mestu, italijanska mesta so izven cesarstva. Srednje Evrope, nemškega svetorimskega cesarstva, nemške narodnosti, kamor so spadali tudi naše slovenske dežele, Italija je seveda zunaj tega, Francija je kraljevina in so bile te avtonomije mest, ampak takrat zmagajo v Firencah črni Guelfi in je Dante obsojen in je bil izgnan iz mesta z družino. In takrat je potoval, potem v teh naslednjih letih do smrti, ko umre, potem je pokopan še danes v Ravenni, po severno-italijanskih mestnih dvorih. Takrat zelo verjetno prišel tudi v Tolmin, obiskal zelo verjetno Tolminska korita, na Kozlovem robu naj bi ga gostil takratni gospod Ogrejskega patriarha, ker je bil tam grad, zelo verjetno je obiskal stari Devinski grad in na tej svoji migracijski poti pravzaprav napisal to božansko komedijo, kjer so prispodobe, to v nekem drugem spisu, konvilio ali komentar, tega še nimamo prevedenega v slovenščino, pravi Dante, nekakšen razlagalni spis, da je štiriplastno pomensko raven svetih besedil, sveta besedila imajo, kot je tudi Benedek Lubako v modernem času napisal, različne nivoje branja, dobesedno, moralno, prispodobo, simbolno, alegorično in mistično plast imajo nekatere povedi v svetih besedilih. In pravi Dante, jaz sem to večplastno pomensko raven prenesel tudi na svojo pesnitev, božansko komedijo. Tako da lahko tudi beremo na več ravneh in tako začne, kot je tudi Nataša prebrala, začetek, ta incipit, vstop, uvod, začetek je vedno tako malo, nas za roko potegne nekim tonom. Na sredi svojega življenja pota sem se znašel v temnem gozdu, ker me na stranpot je zavedla zmota. In res je bilo tako, na sredi svojega življenja pota, star je bil 30 oziroma 35, 36 let, izgnan iz Firenc leta 1301, ko začne pisati, kriza življenja, se je znašel v temnem gozdu, ker sem izgubil pravo pot, in mu pridejo naproti tri zverine, panter, lev, volkulja, se pravi ošabnost, napuh, lakomnost, volkulje, in potem ne ve, kaj narediti, se bliža noč proti jutru in potem vidi pesnike Vergila, ki ga potem povede v drugem spevu, kot smo ga začeli, se odpre čez reko v pekel, v podzemlje. In se začne pravzaprav njegovo imaginarno, na nek način realno, seveda pa hkrati imaginarno in hkrati duhovno, alegorično, simbolno, mistično potovanje. Najprej navzdolj in potem preko gore vic navzgor v raj. Hvala. In dejansko smo, v bistvu bomo zdaj, naša predstavitev ne bo šla čisto kronološko, ker zdaj bomo dejansko spremili pesnika Na vrh gore vic. To je ta odlomek Zemljski raj, iz eseja, ki ima naslov tudi Zemljski raj. Ko Dante prileze na vrh gore vic in se tam Vergilij od njega poslovi, Dante tudi doživi tisto ponovno pretresljivo srečanje z Beatrice, ki bo njegova voditeljica k Bogu, njegova pot do Boga, kakor so verjeli tudi trubaduri tistega časa. Ampak pred
tem ga v bistvu čaka neka, bi lahko rekli, mala smrt, ko ga Beatrice zasuje z očitki in se on nekako zlomi, ne, plane v jok, ko občuti to težo v preteklosti. Tako da vse skupaj je prikazano kot nekakšna iniciacija. Bi zdaj prebrali ta drugi odlomek. Kdo še ni sanjal o njem? Če bi kot merilo pesniškemu poklicu postavili domotožje kot spomin na izgubljeni raj, bi se morda še najmanj zmotili. Vsekakor pa bi ostali večno moderni. O čem govori moderna psihologija? Izgubljeno otroštvo, potlačena podzavest, neizpolnjeni libido in tako dalje. Skratka, neporavnani račun za nazaj, iz katerega naj zraste nov izbris ali čistost kot tabula rasa, kjer naj zrastejo nebotičniki upanja in lepše prihodnosti. Da je človeški raj neke vrste očiščevanje ali ga vse predvideva, je bila ena genialnih Dantejevih idej, ki ji more prisluhniti tudi moderna doba. Prisluhni lahko v obliki poezije ali glasbe, ki jo je zapel nesmrtni framason Mozart, ko je skladal svojo čarobno piščal. Iz nje si je moč zapomniti, da morata dva zaljubljenca najprej skozi očiščevalni ogenj, če hočeta doseči dokončno prijateljstvo in srečo. Tako tudi Dante. Ko se na vrhu 7. planote vid znajde na pragu zemeljskega raja, se mu zgodijo prečudne stvari, ki si jih je vredno zapomniti. Za ta spomin, ki je hkrati tudi preizkušnja, obstoji beseda iniciacija, ki je v človeštvu na vseh stopnjah, pri vseh rodovih pomenila vpeljavo, vstop v stan dozorelosti in s tem konec vajeniške dobe. Starorimski Vergilij, Dantejev duhovni oče, stori to z besedami, ki dišijo po najvišji posvetitvi. Če ste, vladarja, volim te in kronam. Položil je nam krono in mitro, se pravi vso posvetno in versko avtoriteto, kar jo človek premore. Razlagalci so se od nekdaj zgražali nad to drzno formulacijo, ki ne pomeni nič drugega kot najvišjo promocijo posamične osebe in to v imenu načela, ki je bilo gibalo neki dobi in družbi, predvsem pa njenim izvoljenim predstavnikom. Ta izvoljenost, napravi pesnik, je dosegljiva vsakomur, če je bil preplezal gorovic, zanjo je moral skozi minljiv in večni ogenj pod vodstvom veščega vodnika. In tako je zdaj prost, svoboden, odrasel vzponan. Ja, kdo še ni sanjal o njem, kot smo začeli, o čem? O raju, o rajskem stanju, kdo še ni sanjal. Tako da veste, Zapudar tu zelo dobro komentira in se navezuje tudi na sodobno družbo, sodobno stanje, sodobne avtorje. Prej smo, zdaj smo na nek način preskočili, že prehodili peku, to katabazis, ta se stop navzdolj, tam omenja avtor Zapudar tudi Baudelaireja, Rože zla, mnoge primere tudi tega se stopa v klet navzdolj. Potem pa preko gore vic se približamo, kot je Nataša prebrala in Sonja dobro rekla, preko, to tudi Zapudar dobro piše, preko nekega postopka iniciacije, upeljanosti, vstopa. Vergil se ustavi, kajti Vergil je živel v dobi še zadnjih desetletjih prejšnjega časa, pred Kristusom, ne more naprej, ampak ga izjemno, z izjemnimi verzijo pogumi Dante, mu reče, zdaj si pa zrel mož, zdaj mi pa ne rabiš več, greš lahko naprej. Dante gre, pride do rečice na vrata pred vstopom v raj, ampak tu je genialno, tudi avtor Zapudar spomne, kaj pomeni vstopiti v raj. Vse to me zelo primerja s tistim, kar je dobro pisal tudi Derrida, naprimer v slovenski knjigi imamo njegov prevod Dar smrti. Kaj pomeni to rajsko stanje vstopiti preko očiščenja, preko obvladanja demonskih
sil v sebi človeku, ki danes tehnologija vsiljuje v človeka. S tem, da človek obvlada to, se očisti in tudi sam Dante pravzaprav, ko opisuje to svojo izkušnjo, zagleda Beatrice in je pred vrati raja, ampak se najprej skesa, kaj vse je narobe naredil do zdaj v življenju. Očiščenje, ne, za vstop v to, kot potem avtor Zapudar imenitno vpelje, to drugo plovbo. To je pa prispodoba, metafora iz Platonovega spisa Fajdon, meni potem Zapudar tudi torej navede Realeja, Halika, češkega avtorja, pa Ricoeurja, tudi francoskega avtorja. Je treba nastopiti zdaj druga plovba, Deuteron plus. Ko pride brez vetrje na morju, do zdaj smo pluli z jadrom, veter je pihal, ne, in to so čutila, parčica šla sama naprej na osnovi naših čutov. Zdaj pa ni več vetra, brez vetrje. In je treba vzeti v roke vesla in fizično veslati. In vstopimo preko te druge plovbe v drugačno stanje bivanja, drugo ontologijo. In to je zdaj vstop s pomočjo te druge plovbe v to metafiziko ali onkraj, preko telesa pravzaprav, ne, v to drugačno stanje. Tako imenitno to ima že Dante te nastavke, ki potem avtor Andrej Zapudar tudi imenitno razvije, vstopa v rajsko stanje. In potem se začne pot preko teh rajskih krogov iz vrhavic v raj. Kjer pa, veste, Dante takrat in to Zapudar imenitno že v samem prevodu preko opomb, zdaj pa se v teh esejih seveda vrača, tudi v ozadju je celotna takratna znana filozofija narave in vesolja po Aristotelu in Ptolemaju, in potem so te plasti, pravzaprav, ki so po stari geocentrični kozmologiji obkrožale Zemljo, in Luna, Merkur, Venera, Sonce, Mars, Jupiter, Saturn, zvezde, potem pa so angelski krogi, vse kar do Božjega prestola. Ja, no, ravno ta, mogoče bi vseeno prebrali še ta naslednji odlomek, ki govori prav o drugi plovbi in v bistvu o pomenu, ne, tudi tega trenutka zagona oziroma pred zagonom tega brezvetrja, v katerem se pravzaprav človek znajde na takih prehodih, preden stopi naprej. Tako da bi kar... Grški filozof Platon, ki ga je Dante poznal le iz druge roke, kot vemo, je bil bolj zaznamovan z Aristotelovim realizmom, nam v svojem znamenitem dialogu Fajdon takole navaja priliko o drugi plovbi. Ko mornarji na morju ostanejo brez vetra in primejo za vesla. Dotlej naj bi jih torej gnal ugoden veter, čutov, odslej pa si morajo pomagati z mnogo bolj napornim, a nujnim pomagalom, ki ga predstavljajo vesla, razuma, duha. Ta trenutek brez vetrja je Dante poznal, saj je v svoji katoliški moralki prevaja z izrazom mlahavost ali duševna lenoba, akcidija. In sicer tako v peklu kot v vicah, odvisno od prekrška. A tu na vrhu zemeljskega raja dobi še poseben pomen. Ne smemo pozabiti, da stari vodnik Vergilij odhaja, novi, Beatrice, pa še ni pokazal vseh adutov, saj je lekcija Danteju zaenkrat prišla bolj v obliki golide, to je očitkov za zgrešena dejanja. Da pa vendar gre za radikalni poseg, priča jok, ki je Danteja oblil kot grešnika, ki pred svojim spovednikom dvigne roke. Da, stara doba je znala jokati, bolj kot mi moderni, ko si veke zaklenemo v led, da gre jok v srce, kar ga še huje rani. Ta pekel smo si nakopali z razumevanjem, ki naj bi po Spinozi zaleglo, da izbriše v človeku ves obup, preklinjanje ali omalovaževanje, sed intelligere. Ja, samo na kratko bi se navezal, recimo Anton Sobere je še v prvem prevodu Platonovega Fajdona to znako druge plovbe, tudi v grščini je
dobesedno druga plovba, ker je mišljeno, tako smo rekli, prevajajo zasilna metoda. Takrat Platon reče, ko je govor o duši po smrti, zdaj pa moramo uporabiti zasilno metodo, da razložimo ta onkrajni svet. Ampak samo še to na kratko, tudi za Andrej Capuda, kot veste, se ga spomnite, verjetno je vedno znal tudi pravilno puščico usmeriti v aktualne teme in seveda pove tudi, kdo ni sanjal o njem, o tem raju, kdo ni sanjal, seveda in seveda omeni tudi izrojene vizije v novem veku, po tem odrešenem stanju v izključno posvetni obliki krvave revolucije, narediti raj že tu, zdaj, na zemlji, za revolucijo. Pomeni tudi te vse utopično družbene iztirjene vizije, ki so se odpovedali pravzaprav temu prehodu preko slutne in vire v tisti drugi svet. Pravzaprav o tem pravzaprav govori potem tudi naš naslednji odlomek, naša naslednja tema, s katero se sicer navidezno vračamo v pekel, ampak je na nek način dvojna, ne? Oziroma ima, kot pravi avtor, dvojno moralko. To je ta odlomek iz eseja Sam sebi bil je luč, ki nas preseli spet v pekel, oziroma na konec pekla v 28. spev, v katerem so razkolniki. To so ljudje, ne, ki so povzročali razkol, ne, oziroma ne, ki so krivi te nesloge, tega razbitja enosti in katerih kazen je potem, da potem z razmesarjenimi udi, razbiti dobesedno, tavajo naokoli in vmes hodijo vragi, hudiči in pazijo, da se slučajno ne bi kaj zaraslo nazaj. Da bi se spet zrasli skupaj. No in tukaj omenja tega provansalskega, velikega provansalskega pesnika Bertrana de Brona, ki v bistvu mu je njegov prekršek je bil pravzaprav zgodovinsko niti ne tako eklatanten, ne, da je naščuval pač proti vladarju njegovega sina, ampak ga Dante postavil v pekel, kako v bistvu nosi svojo glavo kot svetilko, sveti si svojo glavo. Ne. On je eden od teh razkolnikov. No in to je tema, ki je pograbila avtorja, tako da bi prebrali ta naslednji odlomek. Razsvetljenstvo 17. in 18. stoletja, ki je bilo priprava za našo moderno dobo, je bil že tak čas, ki je menil počistiti srednjeveško temo in nadaljevati kratki sen renesanse, ki so ga zadušile verske vojne. Znanost naj bi bila tista luč, ki naj bi jo človek nosil v roki, ne da bi mu bilo treba za to odsekati glavo. Nemški filozof Leibniz, ki ni več verjel v... Pardon, če? Ja, ne? Ja, zdaj pa vas. No, nadaljujemo. Nemški filozof Leibniz, ki ni več verjel v izvirni greh, kot ga je oznanjala katoliška teodiceja, je razdelil zlo na 3 dele. Metafizično, fizično in moralno. S tem, da ga je osmislil, ga je menil odpraviti. Še bolj natančen je bil za njim Hegel, ki je iz vprašanja dobrega in zla naredil vajo dialektike, ki je v bistvu znova vaja pravilnega mišljenja. Če slabo, neustrezno mislim, potem ni čudno, če trpim. Po vseh 3 Leibnizovih stopinjah in s tem komplimentiram najboljšega od možnih svetov, ki se mu je posmehnil že Voltaire. Nato je v zgodbo vstopil še Marx, ki mu je bilo dovolj takih in podobnih filozofskih razlag in je hotel sveti človeka spremeniti. Tu se je še dolila kri. Da nadaljujemo svojo osnovno prispodobo. In odsekane glave so začele poskakovati kot v neke vrste podivjanem zelniku, ki je všel človekovemu nadzoru. Francoska rezalnica glav, znamenita gilotina, ki je bila vsaj toliko filozofska kot tehnična iznajba, je bila v primeru z modernimi metodami čiščenja, etičnega in drugačnega, pravcata igrača, ki jo obvlada že vsak otrok. Pa tudi domet je bil tak, da se mu človek danes posmehne. Čemu rezati glave,
ko jih lahko pravilno nasojene vsakdo obdrži na vratu, če ne kaj pak služijo dobremu namenu, ki vam ga pametno določajo sprotni oblastniki in dušebrižniki. In v ta namen je bila iznajdena tudi nova znanost, imenovana ontologija, to je nauk o biti, ki je utopila vsemogočnega Boga, stvarnika neba in zemlje, kot utopiš milo v milnici, ko ga ni več, še vedno ostaja v tej ali oni raztopini, v ta ali oni namen očiščevanja. Pridobila je glava, ki nima več občutka, da je odsekana, in pridobil je oni, ki jo nosi, saj je še naprej z njo eno. In tej novi higieni, v kateri je kri samo še umetniška barva, je zapisana prihodnost. Ja, zdaj smo pristopili v tej luč, razsvetljenstvo, pomembno obdobje v zgodovini mišljenja, kulture, evropske in svetovni, tudi 18. stoletje razsvetljenstvo, Zapudar tu kar lepo zelo široko zajame te teme, ki so tudi danes še zelo aktualne. Kako je s to lučjo, kako razsvetljenstvo je vezano na luč od tega obdobja naprej, navsezadnje lahko tudi bolj moderno govorimo o nekem progresivnem toku, ki izključno zaupa samo človeške moči in pa konservativnem toku mišljenja, tudi politično, ena in druga izbira, ki pa ve, da človek ni vsemogočen in da ima svoje meje in da si jih sam tudi nima dokončne besede, zato si mora sam postaviti to mejo, recimo, ne. Zapudar tu seveda vključi sam sebi bil je luč z nekim takim egocentričnim prispodobom, z nekim grešnikom, ki je postavljen v peku, ampak hkrati ohranja to dvoumnost oziroma obojestransko pozitivno in negativno prispodobo luči. Navsezadnje je luč vezana tudi sam v esejih beremo, v Janezov evangelij se začne, za začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, beseda je bila Bog in ta beseda je bila luč, ampak luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. In potem seveda, kaj se zgodi, kot je prav tudi naš čas danes, ne, ko mislimo, da ni drugega, ki bi nam postavljal nek kriterij za to luč in smo sami sebi edina luč, ne. Kako se to lahko potem, kot je cela moderna doba tudi izkazala, te potem skrajne destruktivne poteze, ko človek zgubi kriterij meje in sebe ima za edino zmagoslavno luč. Pa se mi zdi, da se tudi v tem eseju, čeprav je seveda postavljen tudi na Danteja, na božansko komedijo, hkrati pa zelo aktualno, preko razsvetljenstva potegne voz in dilemo luči in njene dvoumnosti do danes, do današnjih kriterijev. Ali je človek edini z brezmejnimi zmožnostmi, ali ima človek kot človeško zemeljsko bitje svoje meje, ki jih mora znati tudi prav zahvaljujoč razumu in luči, ki jo ima, kot pravi tudi že na začetku, pa zaprav v moj ostaja čist, ne, zna postaviti to sebi lastno mejo, zlasti v odnosu do, recimo, do sveta, do okolja, do zemlje. Dejansko ima ta odlomek, pravzaprav celotno to poglavje izpričuje dvojni pomen, ne, te prispodobe biti sam sebi luč. En je ta bolj peklenski, ki smo ga ravnokar prebrali, ko se poudarjajo krvave posledice te, bi lahko rekli, nenaravne razdrobljenosti, ne, te oddaljenosti od enega, razbitosti, kjer bi morala biti enost. In v peklu je to prikazano kot zločin in kazen, tudi kot neko zavajanje ta luč, ne, omenjena tudi ta prispodoba ribičev, kako z lučjo pravzaprav vabijo ribe v mreže, pri čemer seveda tukaj postavljena krščanska prispodoba, ampak hkrati tudi nevarnost
njenega negativnega učinka, pač ribe, ki so lahko od luči pogubljene. V nebesih je pa seveda luč dodana vrednost in tukaj bi prebrali ta drugi del odlomka iz istega poglavja. Kako biti sam sebi luč? Naj ponovimo vprašanje. That is a question. Ali jo držiš pred sabo, da ti varno razsvetljuje pot in na videz ne moti splošno utvorjene postavitve tebe in stvarstva? Ali pa se ji prepustiš, da prihaja iz tebe, naj si bo to iz srca ali katerega drugega organa, ki se zdi bolj uporaben, denimo možgani ali slovita Descartova češarika. Skratka, od nekod, kar je še vedno kraj in z njim vred čas. Skratka, vsa ta ropotija, ki jo tovorimo s sabo od rojstva pa do smrti. Ali pa se ta luč nakazuje kot tretja možnost, kot enostavni in zato nič manj skrivnostni potisk od zadaj, vis ad ergo, kot jo imenuje filozof Bergson, ki povzema nauk celotne novoplatonske tradicije, ki je ena najstarejših in duhovitih v človeštvu. A to smo v nevarnosti, da postanemo preveč učeni. Ptici, ki leti, ni treba razlagati, odkot prihaja veter, ki jo nosi. Enako ribi, ki uporablja morski val. Morda se ne bomo zmotili ali motili se bomo manj, če postavimo večno vprašanje ali bolje rečeno prepir med več in manj v nekoliko drugačno perspektivo. Kaj je v bistvu pred in kaj je za ali iza? Ali s tem, ko držim luč pred sabo, vidim bolje, kot če bi jo držal iza sebe? Kaj me ne bi v tem zadnjem primeru ovirala moja lastna neposojnost, moja teža in vse druge potrebne in nepotrebne fizikalije? V prvem primeru, ko bi nosil luč spredaj, naj si bo to tudi kot odsekano glavo, bi samega sebe obvaroval svoje lastne motnje in s tem dosegel bolj čist, svojim sebstvom neobremenjen, objektiven pogled na svet in tako bolje koristil sebi in drugim. Skratka, lažje izvrševal dobra dela, ki so morda zadnji kriterij človeškega bitja in žitja. Morda je res tako, če se ne bi jaz sam hote ali ne hote skalil svojih lastnih voda ali zraka, kjer ne bi se gibal svoboden kot riba ali ptič. O tem nas izvrstno pouči že omenjena filozofija Plotinova, kjer je prva luč, nekateri jo imenujejo praluč, imenovana že tudi dobro, a je hkrati morda prav zaradi te zveze obsojena na pomanjšanje, to je na svoj lastni odsev. In tu nastopi naša lastna prosojnost ali transparenca. Koliko smo prepustni ali čisti, koliko se nam pozna naša lastna roka, v kateri nosimo glavo, ali pa smo nasprotno organ v organizmu, delec v celoti, eno v enem, brez kakršnekoli odsekanosti ali odštekanosti. Ja, ta odlomek se zelo lepo, zelo očitno tudi navezuje na novoplatonsko simboliko, je pa mogoče tukaj bi kar uporabila ta izraz metafizika svetlobe, s katero so se napajali mistiki od antike skozi ves srednji vek do moderne dobe. In v bistvu bistvo tega pojma metafizika svetlobe je prepričanje, da svetloba kot fizikalna, kot lahko rekli čutno zaznavna resničnost v svoji najvišji, najbolj prečiščeni obliki, da postane duhovna svetloba. Ali pa mogoče rajši obratno ta proces, da je ta vidna svetloba, ki nam polni oko in nam omogoča videnje, da je pravzaprav samo čutno zaznavna manifestacija nekega sijaja, ki je njen vir, ki pa ne deli z njo narave. To je to Plotino oziroma novoplatonsko dobo. V Dantejevem raju je v bistvu svetloba vse prisotna. Še zelo vedno bolj, ko se dviga, bolj intenzivno v Empireju, tam od 30. speva naprej, dejansko Dante postane zaslepljen, pravi, sooči se z nekim sijajem, z neko lučjo, ki njegove oči niso več zmožne sprejeti. In vrhunec doživi
dejansko v tistih zadnjih verzih oziroma v zadnjih spevih z opisi, z verzi o najvišji luči Bogu. Ne? Recimo tukaj pravi trojna luč, ki v svetu ene zarje svetiš, ali pa najvišja luč, ki sama je resnica, in potem v 33. spevu večna luč, ki sama v sebi biva, ki sama se spoznava in spoznana ljubi, večno ljubezniva. Avtor je omenil, ne, v tem odlomku, ki smo ga pravkar slišali, omenja tretjo možnost. Ne? Zdaj, ali jo držiš svetlobo pred sabo, ali se jo pustiš, da prihaja ven iz tebe. In tretja možnost je pa ta odozadaj, visa tergo. Ne? In to je, na nek način to naveže potem tudi na to, kar bomo slišali v breviarju, se pravi ta svetloba, ki je nek sijaj nekega višjega vira, ki po naravni nujnosti emanacije se temni, normalno. Brez te svetlobe sicer ne bi bilo razsvetlitve teme, ampak po naravni nujnosti ta svetloba peša. Seveda pa je ta zatemnitev skozi tebe, ker je skozi sira izza tebe, je odvisno, koliko bo pešala od tega, koliko si prosojen. To je ta duhovna čistost, ki jo skuša avtor doseči, ki mu je tako draga, in to bomo videli tudi v breviarju spet. Ne? Pravi, ravno tam nič na tem svetu nas ne zapolni, lahko pa postanemo prosojni za Božji žarek. In prav ta duhovna prosojnost in čistost je hkrati tudi način za vrnitev v to izvorno enost, o kateri govori Plotin, ki ga tukaj omenja, in kateri izguber je pravzaprav kazen za razkolnike. Potisk od zadaj, potem v nadaljevanju dejansko omeni, kaj vidi, kaj razume pod tem. Ne? Nekateri pravi razsvetljeni lahko je to luč srca, lahko je preprosto vera v nekaj več, nekaj presežnega. Tako. S tem bi samo dodal, včasih rečemo, krščanstvo je veliko govora kljub vsemu oznanilu, potem vendarle o zemeljskih stvareh, o življenju. Pravi na nekem mestu tudi avtor, da modernemu človeku zadostuje tudi, kar se tiče Danteja peku, ne je to dovolj. In malo pa je govora o, pravijo na splošno, tako rečemo, ne, malo pa je govora o krščanstvu, o raju, o rajskem stanju, kaj to pomeni. Ampak ni tako. Ne, je veliko govora, tudi včasih, ko se spomnim še po študencu, rekli, ja, budisti imajo to veliko tega, kaj je potem, kaj je nirvana, kaj je tam, krščanstvo pa tega nima. Ne. Ni res, tudi krščanstvo je prav Dante s svojimi pesniškimi prispodobami, ki so mistične, in s temi razlagami, pravzaprav zelo bogato interpretacijo, lahko rečemo, naprimer v esejih Andreja Capudra, zelo živo vstopimo. In dejansko je to šele tista druga plomba, drugi svet, ki se nam razpira, kot je zdaj tudi Sonja lepo pokazala s temi prispodobami svetlobe. Zelo realno, zelo stvarno, zelo doživeto, ampak seveda na čisto neki drugi mistično-duhovni ravni, ki pa je konkretna, ki je fizična svet, ki je na nek način tudi fizični svet. Ne. Pravzaprav s tem vstopamo v ta drugi del knjige v breviari, ki je nekaj vrste, jo razumem tudi jaz kot drugo plovbo. Za začetek bomo samo kar, mogoče kar najprej prebavimo te dve začetni gesli, s katerimi se to delo začne, potem bo sam večkrat komentirala, ne, kako bomo pristopili k branju tega. Breviari. Misel, spoznanje, očiščenje, skoraj da molitev, laični brevir. Povzetek za nazaj, odprtje v prihodnost, vdor svetlobe v sajasto izbo, prepih, okna, notranji prostor. Okno. Dveri sta v življenju samo dve, ko se rodiš in ko umreš. Vmes je sprehajanje, loputanje z vrati, prostor za nalepke. Pravi prostor dajo okna, defenestracija, hipotetični samomor, poizkus mentalne higiene, možnost ironije,
to je samo prezračevanje. Njegovo nasprotje, ekran, dopolnitev, vrata. Kristus je rekel, jaz sem vrata. No, to sta dve začetni gesli, ki mogoče tudi malo boste razložili, kako bi najbolje bilo pristopiti, ker tukaj se mi zdi, da to delo ne dopušča neke ali kakršnekoli interpretacije ali v bistvu gre za osebno doživljanje vsake misli posebej. Ne? Tudi to, kot tukaj pravi brevijari, v bistvu je prostor. Se pravi, s temi mislimi se odpira prostor in tudi mi tukaj bralci oziroma vsak bralec, vsak izmed nas vstopamo v ta prostor, odpremo okna, noter udre nekaj od zunaj, nekaj našega, vrata se loputajo, ne? In v bistvu poudarek je mentalna higiena, možnost ironije, samo prezračevanje. Se pravi, to je neke vrste duhovna vaja in to tako tudi razumem, to delo, zato tudi je bilo nenehno v nastajanju, nenehno v dopolnjevanju, nenehno v nadgrajevanju, ker je duhovna vaja nekaj, kar se nikoli ne konča. Končala jo je smrt. Tako da bomo vsak od nas je izbral v bistvu si en odlomek in bo mogoče povedal, kaj mu je dal ta odlomek, pri čemer se treba ves čas zavedati, kot sem že povedala, vsaj zase, tukaj zdaj govorim samo o svojem imenu, da določenih stvari, mogoče sem jih drugače razumela, mogoče sem jih popolnoma drugače razumela, kot so bile mišljene, kot so bile napisane, ampak to je tvegal avtor s temi aforizmi, s temi kratkimi pobliski in mislim, da je bilo to tudi želeno in namerno. Tako da bi kar ta drugi odlomek izbira, ki si ga izbral Igor, Nataša prebrala. Razprava o svobodnem dejanju ostaja slej ko prej odprta. Odprta v smislu resnice kot aletheja, kot neke vrste temeljna nevednost, kot pričujočnost ekstatičnega bitja. Apostol Pavel pravi, kako je bil vzet v nebesa, s telesom ali brez, ne vem, Bog ve. S čim premostiti bivansko zarezo, kako povezati trenutke, kako vztrajati v izbiri, ki bo most čez praznino biti. Vezati obod s tem, da se za vsak ubodljaj vračaš v središče, ki je eo ipso neha biti središče. Kaj nas žene pri tem? Treba se je vaditi v izbiri, naj se zdi še tako slepa. S tem ohranjaš živost intuicije. 6 milijard izbirčnežev v morju podatkov prihodnjega sveta. Nov vesoljni potop. Kdo bo preživel? Ja, ta zadnji del knjige, ki ga sestavljajo pojmi, besede ali brevijari, je zelo posrečen, zanimiv, so zbrane besede, zbrani pojmi in kratke razlage, to je zelo malo daljša razlaga, sem izbral med drugim tudi to izbira. Tudi, ker sem presenečen, kako dobro je profesor Capudar poznal to temo, mislim, to je tisočletna tema, ali ima človek svobodno voljo, oziroma prvi je to temo načel celo v 5. stoletju po Kristusu, 5. 6. stoletje, leta 500 Severin Boeti na prehodu iz rimske antike, potem v prvi srednji vek, in se sprašuje, ni še danes ne filozofsko rešeno to vprašanje, ali ima človek svobodno voljo. Boeti že tam sooča namreč božjo vsemogočnost, judovsko-krščanski Bog, ki je vsemogočen, vseveden, ali Bog ve, kaj se bo zgodilo jutri, seveda, Bog vse ve. Ampak, če ve, kaj se bo zgodilo jutri, ali sem jaz svobodna v svojih izbirah v življenju? Kako odgovoriti na to vprašanje? Ali pa že določeno, kaj se mi bo, kako bom ravnala, kaj se bo zgodilo? Ali ima človek svobodno voljo? Tako da ni to jasno vprašanje in tudi Boeti reši
pojmovno pa najboljše, in tudi profesor Capuder gre na to dimenzijo, ko upelje potem poleg vseh teh dilem, naših križišč v življenju, seveda izbir, ki jih tudi obdela v tem malo daljšem celo geslu, je tu ključna seveda dimenzija časa. Bog ni v času, ampak je v nekem večnem zdaju in vidi hkrati nazaj, naprej. Človek pa je kot biološko bitje vržen, postavljen v to dimenzijo odvijanja časa. In mi vedno, ko izberemo, pravzaprav smo v tistem zdaju in potem vedno za nazaj definiramo, kaj sem naredil, kaj sem naredila. Za nazaj to potem razložimo, ker živimo razpotegnjeni v tem času, tako da se mi zdi, da tudi teh kratkih geslih Brgjar je zelo elegantno in imenitno reši to za drago, zagato. Ne pove, da je to bila potem tako, veste, taka velika tema je to. Okrog te teme libero arbitrio, svobodna odločitev, možnost svobodne odločitve sta se skregala in se je tudi razšla. Erasm, rotterdamski humanist, in Martin Luther, protestant. In protestanti na Nemškem so Erasma dolgo časa vabili, dej, pridruži se nam, se tudi ti zagovarjaš prenovo rimske cerkve. In potem Erasm nekaj časa vpleva, on je ostal zvestan katoliški izbiri in odgovori s tem spisom, de libero arbitrio, o svobodni odločitvi. Pravi, če človek nima vsaj te vere v možnost svobodne izbire, potem je krnjena človekova svoboda in s tem tudi jasna odgovornost. To je tudi pravni problem. Luther počaka 3 mesece, potem pa napiše še veliko daljši spis, odgovor, de servo arbitrio, pravi, Erasm, ti si edini, ki si videl bistvo in zadev tudi bistvo. Zakaj gre? Ampak se motiš. In Luther pravi, da človek te svobode nima. Ampak je na nek način Bog še naprej odločil, potem iz tega pride tudi potem ta tok predestinacije. In se mi zdi aktualna tema tudi z tega vidika, jasno, časa, kot ga Andrej Capuder tu upelje, oziroma lahko še aktualiziramo z vidika odgovornosti. Prav zato, ker se to že pridemo nazaj do izvirnega greha, s tem človek postane človek, pravzaprav. S tem, ko ima možnost svobodne odločitve, izbire, je za to odgovoren, deležen tudi Božje obljube, že v raju, ampak tudi odgovoren za svoje dejanje. No, naslednji odlomek, ki ga je izbrala Nataša, na nek način postavlja tudi na preizkušnjo to našo svobodno voljo v smislu te geslo čakanje. Najbolj človeška drža. Žival preži, človek čaka. V čakanju pa se kaže tudi človekov dvojni obraz, njegova na ali ne vezanost na predmetni svet. Ljudje, ki skušajo biti nevezani ali odmaknjeni, imenujemo jih filozofe, čakajo, vendar ničesar ne pričakujejo. Glej stoično misel, glej tudi ljudski pregovor, kdor čaka, dočaka. Čakanje je odprtost duha, pričakovanje je njegova zožitev. Dvoreznost konkretizacije, kadar nekaj pričakaš, te želja znova požene naprej in tako se vselej gnani k novim obalam, nam nikdar ne bo dano na oceanu vekov se en sam dan zasidrati, kot nam pravi pesnik Lamartine. Kamrica srca ali Montaigneova zadnja soba je v bistvu čakalnica. V tej čakalnici moraš biti sam, da ne preslišiš, kadar te bogovi pokličejo po imenu. Hrup naših lastnih poimenovanj, beri pričakovanj, naj ne bi zmotil kristalne tišine tega predverja piti. Množica je tukaj smrt. A tudi čakanje lahko veliki blef, kot beg, kot omamljanje z delom, vinom, igro, s krepostjo, kot pravi Baudelaire, z razvedrilom, Pascal, s čimerkoli, tudi s poezijo.
Šeherezada, ki si z vedno novimi zgodbicami odlaga smrt. Ja. Jaz sem si izbrala geslo čakanje, ker me nagovarja me pristop kot v tem procesu čakanja. Bodi si, da imamo možnost, da v tem pristopu postanemo nestrpni in to ravno to nestrpnost nam lahko povzroča to pričakovanje, ker nekaj pričakujemo, želimo doseči cilj in to nas lahko dela nestrpne in na nek način si odvzemamo to možnost ene drugačne kvalitete bivanja. Ali pa lahko v tem procesu pričakovanja pristopimo na ta način, da se ustavimo. To je ta pauza, kjer v tej pauzi, da obrnemo pogled navznoter, v ta svoj prostor in ta svoj prostor naseljujemo z svojim motrenjem, svojim doživljanjem, svojo mislijo in na nek način pozabimo pričakovati in na ta način lahko razširjamo svoj notranji prostor. Tako da mi je ljuba ta misel, kamrica srca, to je naš sveti notranji prostor, ki ga naseljujemo samo mi sami. In ravno ta proces čakanja nam lahko to omogoči. Ja, mislim, da je to. Hvala. In v bistvu se ravno moj odlomek, ki sem ga izbrala, navezuje, naslov pač geslo je notranjost in se ponovi kar dvakrat, navezuje tudi na ta notranji prostor. Lahko kar še ta odlomek prebereš. Notranjost je treba zajemati iz zunanjega, ne iz notranjega, kot pravi Suso, avtor. Načelo paradoksa oziroma globlje simetrije. Hraniti se iz minljivega je najboljši poper za večno žejo. V nekem smislu si votlino, kaverno notranjosti sam izgrebaš, iz skorje zunanjosti, iz tu biti. Luč od zadaj, Platon, si prikličeš s pravilno namestitvijo lastnega žarišča, mistiki, jamarji. Notranjost je nezavedna, je slepota vrhunskega dejanja. Kdor skuša uživati v njej ali varati, škiliti izpod obveze, ga bogovi spremenijo v netopirja. Notranjost je treba gojiti, zunanjost pride sama. Človek, ki goji svojo zunanjost, dodaja barvo na pepel. A tudi zunanjosti ne gre zaničevati, sicer se ti notranjost izneveri. Kdor spoznava notranje po zunanjem, notranje bolj po notranji, kot če notranje spoznava samo iz notranjega. Zopet pravi avtor Suso. Notranji človek, edino zdravilo proti pozunanjenju. Čas, doba, uspeh, doktrina, nadomestek za notranjost. Svet, neznosni pritisk, ki ga lahko uravnava samo notranjost. Vendar ne kot beg, temveč kot prisotnost, kot potapljanje na globoko. Razliko v pritisku, šibkost, sproti izničujemo z molitvijo in delom, kot vdih in izdih, življenje kot vaja v ponotranjenju. Notranjost ni oklep navzven, temveč prozornost navznoter. Smrt je blažena enačba. Ja, notranji prostor, pomen notranjega prostora je tukaj tako nakazan s to lepo prispodobo votline, ki je seveda jasno, star nek arhetip, groba tudi, smrti, vemo pa tudi kraja spoznanja pri Platonu, ki ga tukaj omenja, tudi kot luč od zadaj. Tako da meni je bila prav ta všeč te spet dvojnosti kaverne, notranjega prostora, kot nek kraj, kamnica, ker kot smo prej rekli, kamor se človek, ki ga človek ustvarja zase, je v bistvu dragocen,
hkrati pa je to predstavlja tudi neko nevarnost, tako kot jame vse, vemo, kako nevaren je poklic oziroma raziskovanje jam. In ta nevarnost se včasih skriva v tej prijazni temi, ki se ji človek tako dojema, kot da se ji mora prepustiti, ampak ne sme se pa bati. Ne? In ta svetloba, s katero človek raziskuje to jamo, mora prihajati, tako smo prej slišali, ne? Od znotraj ali izza njega, ampak postavi si jo pa sam. Sam se mora postaviti v žarišče, da se razsvetljuje. In druga prispodoba, ki jo najdemo, je to potapljanje, se pravi svet kot pritisk. Tudi tukaj vidimo eno nevarnost. Ne? Jama gre lahko neskončno globoko in seveda tvegamo, da se nekako potonemo. Tako kot če se potapljamo preveč na globoko, nas lahko pritisk stre. Se pravi, ko se potapljamo, je treba izenačevati ta pritisk. In v tej menjavi, on tukaj pravi, molitev, delo, vzdih, izdih. Kakorkoli lahko tako razumemo akcijo, kontemplacijo, se pravi napenjanje, popuščanje, ustvarjanje tega odnosa, je pomembno, da ostanemo na nek način hkrati, da raziščemo to svojo jamo, ampak da ostanemo v bistvu tudi prisotni, tako bom rekla, da ne potonemo, da nas ne stre to. In v tem smislu je lahko to strtje celo hujše od smrti. Ne? Tukaj pravi smrt blažena enačba, tisto, kar izenači ta pritisk in nas v bistvu odreši tega nenehnega izenačevanja, vdih, izdih, ne? Ko dejansko nehamo vdihati. To je eno od teh meni ljubih urlonkov, jih je pa še kar precej. Ampak zdaj vidim, da nas tu čas nekoliko preganja, tako da mogoče bi se ustavili tukaj, pa bi jaz tukaj se najprej zahvalila obima svojima sogovornikoma za stimulativen lep pogovor, za sodelovanje in lepo predstavitev in povabila absolutno tudi vas, publiko, da ponudite svoje video vprašanja. Pa bomo profesor Kopač. Ja, hvala lepa za to odlično predstavitev. Zlasti zadnji odlomki. Ta večer bi jaz lahko imenoval kot metafizično prebujanje. Torej, hvala lepa za to prebujanje. Bi pa najprej povedal neki malo zgodovinski kontekst, oziroma spostavil to knjigo v sobesedilo esejistike kot take in potem podal vprašanje. Nocoj sem se ponovno uveril, da za Kozbekom in pa Marjanom Rožancem je vendar Andrej tisti, ki ostaja na vrhu slovenske esejistike. In glede, celo zgodovinsko so si ta tri imena podobna. Vemo, da tudi Rožanc ni mogel objavljati vedno v Ljubljani, v Sloveniji in je bil potem v uredništvu Mosta. In ravno tukaj se bi zahvalil, ker imamo med sabo Tržačana, Igorja Škamperleta, da je Trst reševal enotni slovenski kulturni prostor in objavil te sjajne eseje, romanske eseje, ker sem prvič potem bral o Dantiju iz Peresa Andreja Zapudra. Živo se spomnim, ko je išel njegov prvi delni prevod Dantija, je objavil Alois Rebula sjajno kritiko. In takrat smo se dobili na uredništvo Znamenja, na Mohorjevu, in prišel Andrej Zapudr, ker je takrat v Znamenju objavil svojo poezijo. Jaz sem rekel, sem prebral Rebule, kritiko vašega prevoda. Rekel, ja, ampak preveč hvali. Naj nekdo reče, da Zapudr, da je bil ponižen, gotovo. Sprejel je nekaj, je bil tako navdušen kot joj. Res pa je nekaj,
šele čez desetletji sem ugotovil, zakaj je imel Rebula prav. In to so mi tržaški profesori literature povedali, da zahvaljujoč Zapudrevemu prevodu Danteja slovenski srednješolec lahko bolje razume Danteja kot pa italijanski srednješolec. Italijanščina v Dantejevi obliki ni dostopna povprečnemu dijaku, medtem ko je pa ta jezik je še vedno arhaičen, ampak svež. In to, kar ugotavljajo Tržačani in tisti vi, ki znate italijansko, da je ta Zapuder celo ritmiko, melodiko ujel, kar drugi ne. Se pravi, da je Andrej Zapuder resnično ponotranil samega Danteja in z njim živel do konca dni. No, mimogrede, samo da ne bom potem govoril o breviarju. Kot veste, brevir, to je skrajšana oblika molitve, ki naj bi jo menihi in katoliški duhovniki vsak dan molili. Rekel sem, naj bi, no, ampak gremo naprej. Je bil pa on tukaj dosleden menih kot njegov brat, a ne? Pater Stanislav Andrej, da je dosledno pisal, a ne? In je hotel pisati breviarje misli, ki se bi mu utrnile do konca dni, a ne? In je to razumel kot dialog z večnostjo, a ne? Zato, rekel, nekatere stvari, kot bomo brali, ko boste brali, so prav srhljive tukaj. Mimogrede, torej poklon zopet Slovenski matici, da je ponovno izdala njegove eseje, kot vemo, prejšnji eseji so bili nagrajeni za Rožančevo nagrado in mimogrede, nisem prebral še te spremne besede, gospa Vajsova, se opravičujem. Jaz nekako, tudi če pol strani, ne, koliko vas jaz poznam, vi niste samo sposobna govoriti, ampak tudi kaj povedati. Se pravi, bom prebral, ampak mimogrede naj omenim, da je nekaj teh brevirjev tudi v reviji Zvon. To je omenjeno. Hvala lepa. Prosim. Hvala, da ste omenili. No, samo tako, no. Tako da smo čakali, da bo napisano. No, zdaj pa k vprašanju. To srečanje z Beatriče je lepa hvala, da ste to izbrali. In sedaj, naj samo to omenim, vi, ki poznate antični krog, se pravi, poglejte, celo cerkveni grški očeti so rekli, da človek, da se zveliča, mora ženska postati moški. No, tu pa imamo obrat. Obrat, se pravi, da bo prišel v večnost, se pravi, vse tja, do raja, če ga bo spremljala Beatriče. Beatriča je tisti navdih, bomo rekli, božanskosti. Mimogrede tudi njegov prijatelj Alojz Rebula v svojem romanu v Sibiljenem vetu, ki predstavlja vrh Rebulovega opusa, estetski vrh, vendar najbližje njegov junak krščanstvo ali pa sami globoki vernosti stopi preko psihe, takrat, ko se srečuje za to mistično dušo. No, in zdaj pa moje vprašanje, kaj imate, kakšen je pa vaš občutek, ker ste se tri brale, Danteja brale, Andreja Zapudra, a je v njegovi poeziji, prevodih, mišljenju, esejistiki, a je ženskost kot taka, tista četrta hipostaza kot modrosti, največ je gotovo več kot estetska kategorija, kaj ta kategorija duhovnosti ali pa ta metafizična ženskost, ki jo je Andrej Zapuder bral tudi pri Teatru Šateno, kaj je ta metafizična ženskost? Mislim,
mislim, da je bilo to zelo dobro vprašanje za mojo mamo, ki sedi tudi med nami sicer, ampak je ne bom zdaj potegnila v to. Zakaj? Skratka, ja, njegov, tudi v breviarju najdemo odlomke, ki govorijo o tej navezi, trojni navezi, moški, ženska, Bog. In njegovo videnje, ne, tega ženskega principa nekje recimo pravi, ne, ontološko prebojenje, nevarno je buditi žensko, slabo prebojena trnulčica se bo razjezila na svojega princa. To je izrecno rečeno. Se pravi, nekateri ti odlomki so usmerjeni v to, ne v kakršnokoli podcenjevanje ženskega principa. Daleč od tega smo ga, najbrž bi ga odvadile tudi vse 4 ženske, ki smo bile okoli njega. Mislim, da je tukaj nanj zelo vplivala tudi ta delno ta provansalska, trubadurska ideja ženske kot poti k Bogu in vsezadnje to je misel, ki je prisotna tudi v mistiki srednjega veka. Jaz bom imela tukaj samo eno, meni ljubo avtorico Hildegardo Bingensko, ki je dejansko videla v Evi prvo modrost, prvo duhovnost, ki je v bistvu stik, ne, hkrati nastala iz njega, vendar tudi vez z Bogom. Tako da v tem smislu ostaja on tudi zvest tej liniji in bi rekla, da vidi v tem to ne enakost, ampak dejansko enakovrednost in nepogrešljivost ženske moškemu principu v odnosu do Božjega. Kaj več si ne bi upala zdaj razvijati, ampak če ima še to kakšno sugestijo tukaj. Ja, v tem breviarju je tudi oznaka ženska, saj te nismo izbrali, pa hkrati tudi dvakrat kar oznaka narava. In mogoče bi, ker je Andrej Capuder bil tak odličen poznavalec, pa tudi živel s tem duhovi poezije in tudi srednjeveške mistike, bi povezal pri njem ta prispodobo ženske, tudi Bogomile ali Beatriče, 8 črk, meni, tista, ki vodi, ki usmerja, hkrati deluje ta ženski princip v povezavi tudi v duhovnih mističnih tradicijah, ki je to z naravo, tudi, kot tisti klic, ampak narava, kaj beleži, kaj je vsaj v očeh moškega, recimo, zaznamuje žensko dušo in žensko in tudi naravo, lepota. Ampak ne lepota na tak način razglednice. Tudi narava ne, tudi o tem piše, je napaka modernega človeka, da gleda to ali izkoriščevalsko, ali kot vidik razglednice. Ali narava ali je lepa, tako kot seveda tudi ženska oseba, ampak hkrati kliče, ne, je tudi v vsakem podrobnem nivoju v sebi je modra, pametna in me hkrati poziva, kot rečemo, me kliče, da odgovorim, da se javim, spravi, da vstopim v odnos. In to se mi zdi zelo pomembno, tako v ženskem principu, ženske osebe, konkretno duše, ali tudi na vsezadnje narave, da vstopim v odnos. To je tista žlahtna zapeljevanje, dinamika zapeljevanja, da vstopim v odnos kot odnosno bitje in jaz sam tako razumem, v povezavi s krščanstvom, prej smo govorili o raju, človek se odreši, ampak ne gre za to, da bi se odrešili, odvezali, odrešili od narave, ampak se, prav tako bi rekel, krščansko se odrešim za nekaj novega, ne, za tisto prihodnost, za tisto perspektivo, za to duhovno utopijo. Se pravi, v tem je smisel odrešenja narave in navsezadnje tudi ženske duše, da vstopim v dialog za neko višjo kvaliteto. Ja, meni, če dovolite, smo se že na začetku pogovarjali, se takole malo presedel, ker bi rad nekaj stvari povedal o Andreju Capudru. Kolikor z njim bivam vsak dan, tako rekoč, ker sem njegov asistent in je pri tem nerodno, da ljudem v večini dvorane hrbet kažem.
Torej, Andrej Capuder je bil eden, kot je on sam rekel, eden tistih Slovencev, ki jih zemlja slovenska tako redko, ali bom rekel, tako skopo rodi, pa tako hitro pozabi. Mogoče še danes, na nek dan, ko se v Sloveniji obrača en zelo pomemben list, je njegovo ime še toliko bolj pomembno, zato ker je bil prvi, ki je upal javno artikulirati največje ontološke probleme našega slovenstva. Ne pozabna je njegov nastop v Cankarjevem domu 6. februarja 1991 leta, ko je izrekel stavek, mislim, da je takrat izrekel, oziroma slovenski kulturi se toži po oltarju, oziroma ko je povedal, kakšna farizejska je bila ta družba. On je res govoril iz nekega temeljnega krščanskega poklicanja, on je to poklicanost dojemal. In dojemal je to poklicanost v svojem najbolj evangelijskem smislu, kot žrtvovanje. On je bil prva, bi rekel, žrtev post-osamosvojitvene politike za idejo. To je zelo temeljna krščanska drža. Moram še v njem povedati to, da nisem s svojim življenjem spoznal Slovenca, pa tako rekoč sem jih spoznal že zelo veliko, ki bi ga Bog obdaril s toliko talenti. Jaz njegov primaren, o enem od njegovih talentov zdaj razpravljamo tukaj in razmišljamo postumno, ampak on je bil še druge talente, ki so ga mogoče celo tega presega, namreč on je bil neverjeten retorik. On je govoril zborno slovenščino, ki je danes tako rekoč ni več. On je imel poimenovanje za vsako predmetnost, se pravi, fizičnega ali metafizičnega sveta. On ni bil nikoli v zadregi za besedo, nikoli v zadregi za nastopom. Njega si lahko postavil v Vrensko dolino ali pa na ameriški Kapitol ali pa recimo v Vatikan, pa je bil vedno enako suveren. Enako je bil suveren z zadnjim členom ontološke družbene verige, pa s prvim, s papežem in tako naprej. Potem seveda njegov talent so bili jeziki, on je bil domač v neskončno jezikih, ni govoril, razmišljal, pisal, prevajal. On se je res, kot je rekla profesor Weissova, potapljal v ta duhovna vesolja Danteja, Camõesa, potem Baudelairea, ki je kongenialno prevajal. To smo popolnoma pozabili, recimo njegov prevod v vestilo bravcu ali pa napotek bravcu. Skratka, pa še ena stvar, ki je izredno bistvena in s katero bom zaključil, pa vas povabil. Drugo sredo imamo ob 11. Tukaj je na Matici predstavitev svoje zadnje knjige Zamolčana stran, ki govori o krstu pri Savici, ki govori o Slovencih, o tem njihovem temeljnem ontološkem fundamentu. In velika čast mi je, da preberem Capudrov stavek, ki je vključen v to mojo študijo, in sicer premislimo ga lahko spet in spet. In sicer Capudr pravi: Prešernov Črtomir je zmagal kot poraženec. Ne gre za to, da se sprijazniš s porazom, temveč da ga prekuješ v zmago višjih dimenzij. Vsi veliki duhovi so šli skozi ta vrata, ki so tista, o katerih pravi evangelij. Prišel bo močnejši od tebe in te odpeljal po poti, kamor greš nerad. Naloga pesnikov je, da nas na to pot pripravijo. In Črtomir je zmagal kot poraženec, je bilo vodilo, bi rekel, ki sem ga vzel, zato da sem postavil nov premislek o kaj sploh je krst pri Savici, ker mi z nobeno realno interpretacijo tega narodno-utemeljitvenega epa do danes tako rekoč ne razpolagamo. In tu mi je bil Andrej Capuder, kot mi je bil celo življenje, od rane mladosti, ko me je zaznamoval kot študenta prvega letnika romanistike, pa do tega trenutka danes, sedaj, tule, ko govorim, dragocen vodnik, neke vrste večni sopotnik je vaš čas. Zmeno jaz se mu oddolžujem za velik dolg, ki se ga sam pri njem povzročil, na rovaš. In pa tudi slovenski narod bi se mu lahko oddolžil za ta dolg. Tako da, ja, s tem končam, tako da, se pravi, to sem bil dolžan to povedati ob tej priložnosti in lepa hvala vsem, ki ste to rekel,
čudovit večer, njemu smo mi pripravili. Hvala. Hvala, Boštjan, se res tudi veselimo te knjige in tudi z tega poklona našemu očetu z tvoje strani. Me je pa to, kar si ravno povedal, me je spomnilo še na en odlomek tudi ravno iz breviarja, ki govori tudi v odnosu, ko si omenil to njegovo globoko krščansko držo, kako se je pri njej to včasih bilo pravzaprav ravno to med individuumom in institucijo, kjer izjemno pravi, čisti je kri institucije, ki mu jo ta pije, da preživi. In zgodovina duha je v bistvu zgodovina herezij. In pogosto se je sam znašel v vlogi heretika na eni in na drugi strani in ostal nekako v tem donkihotskem, da porekli, oklepu nezaželen, persona non grata na eni in drugi in tretji strani. In to je cena. To bi on rekel, za to ceno je svoboda, recimo ta izraz, za to ceno je. Hvala. Je še kdo? Jaz bi samo dopolnil zadevo, ki je bila prej povedana. Capuder je prejel zgolj 2 nagradi, Sovretovo in Rožančevo. Tega so mnogokrat, bi rekel, izpustili v vseh teh časih in zadevo reducirali nad ora et labora. Bil je pa mojster tudi na glasbenem področju. Prva vlada je imela imeniten orkester in meni je zelo žal, da ko sem posnel film o njem, da nimam nobenega glasbenega posnetka, ker bi ga zelo rad prilepil na tisti film, ko je dobil nagrado na Trubarjevini, Rožančevo nagrado. On je imenitno mi takrat razložil vlogo Pavze, Beline in tako naprej. To pričakovanje je on, bi rekel, zgledno uporabljal v vseh teh svojih postopkih. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi vam. Lahko zaključimo potem? Ja, potem pa vsem res najlepša hvala za obisk in vabljeni k branju. Upam, da vas bo nagovorilo tako